Zdaj se bomo namreč podali na koncu še na tuje trge. 3 najpomembnejše emitivne tuje trge slovenskega turizma, kaj se na njih dogaja in kako na trende in izzive odgovarja STO. Najprej bodo naši predstavniki na teh trgih opravili kratke predstavitve, potem bomo imeli pa še en tak luškan pogovor. Začela bo Rebeka Kumer-Bizjak, vodja predstavništva STO v Nemčiji in Švici. Slišimo? Super. Lepo pozdravljeni, iskreno veselje mi je pravzaprav, da sem danes tu lahko z vami iz najpomembnejšega trga pravzaprav za slovenski turizem že več let in imam tule podatke pravzaprav čist nove iz Nista in pa iz tega dnevnega utripa. Imamo, ne vem, nekje milijon 988 tisoč nočitev, potem prihodov 726 tisoč, nekje 3% pravzaprav rast, kar me izredno veseli, nekako to rast, ki smo jo v prejšnjih letih tudi do 15% ne moremo pričakovati, ampak jaz bi vam res rada zdaj iskreno se poklonila vsem vam na destinaciji, ki te naše, verjamem, da tudi kdaj zahtevne nemške goste lepo oskrbite, da se z njimi pravzaprav jim ponudite to osebno izkušnjo, kar oni najbolj cenijo. Zdaj pa seveda še tudi nekaj podatkov naprej, nekaj analiz iz trga, nekaj, kar nam potem pokaže tudi stanje na trgu. Najpomembnejša analiza, ki jo tudi vsi ostale destinacije največ povzemajo, enkrat letno jo podajo, je to Reise Analize, ki vseeno letos zagotavlja, da potovanja ostajajo normalnost na trgu. Globalno seveda okreva tudi nemški trg, je sicer ni še na ravni pač leta 2019, ampak se približuje. Nekje kar veliko število vprašanih razmišlja o dopustu, torej ker je pač bila ta Reise Analize v letu 2024, torej za letošnjo leto, razmišlja o dopustu, torej izjemno veliko število Nemcev, če si predstavljamo 85 milijonov, kaj to pomeni, 82% je res velika številka. Veliko jih ima seveda tudi čas, veliko tudi, kako bi rekla, teh dni dopusta, ampak na drugi strani pa tudi nekaj ljudi, ki si tega pač tudi ne more privoščiti, ampak vseeno še vedno več kot polovica si to lahko privošči, več kot polovica si to močno želi torej potovati. Ta potovalnost nemškega trga še vedno izjemna. Vpliv seveda teh čustev, zelo pomembna racionalnost, iskanje nekega ravnovesja, pobega iz stresa, to je res trenutno zelo pomembno na trgu. Seveda tudi trajnost je pomembna vrednota, ni pa vedno odločilen faktor. Seveda trendi teh ciljnih destinacij, domači trg se zelo dviga, veliko pač seveda potujejo tudi doma, krepi se Evropa, predvsem seveda Sredozemlje, Alpe in seveda tudi ostale destinacije v Evropi. Trendi seveda tega namena potovanja ostajajo seveda kot vedno že od nekdaj, sonce, morje, narava tudi vse bolj, krepi pa se tudi ogledi mest, kulturne prireditve, wellness, kemping, to moramo omeniti, mislim, da v zadnjih letih več kot 20% več ljudi, ki si želijo pač potovati pač torej karavaning, kempinga oziroma to obliko potovanja. Agencije ostajajo, torej zelo tradicionalen trg, agencije in pa organizatorji potovanja ostajajo pomemben člen v turistični industriji in vsekakor moramo z njimi zelo dobro sodelovati. Moram nujno omeniti še seveda online informirati, ampak trg je še vedno zelo tradicionalen in moramo jih nekako osebno navdušiti. Torej tudi ta osebni pristop zelo pomemben, torej v tej poplavi ljudi, 85 milijonov, oni zelo cenijo to osebno izkušnjo. Še ena zelo pomembna ADAC analiza, študija. ADAC, kot veste,
avtomobilski klub nemški z 22 milijonov članov, skoraj vsako gostinstvo torej pride in z njimi tudi nekaj sodelujemo in ta študija tu je, ki jo pač prikazujem. Nekje povečano seveda potovanje oni nekako zagotavljajo v tujino, nekje 69% več v letu 2024. Zgodnejše rezervacije, ker seveda nemški trg še vedno je tak je, torej si želi zelo naprej tudi rezervirati, kot vidite, skoraj polovica 4 mesecev naprej rezervira to glavno svoje potovanje. Kar me zelo skrbi, seveda nas vse skupaj, no, je ta socialne razlike in pa nekje zmanjšanje proračuna za potovanje. Nekateri se, kot vidite, tudi odpovedujejo dopuste. Več pogostih dopustnikov, kar pa je na drugi strani tudi za nas zelo zanimivo, več kot torej 12%, več kot 10% jih potuje, več kot petkrat letno, kar je zelo zanimivo. Letalo ostaja seveda izbrano prevozno sredstvo, ampak vse bolj pogosto in pa še vedno glaven je avto. Zanimiva analiza Tourism Reviewja, res čist nova, kar se tiče trendov mladih, torej milenijcev in pa Gen Z generacije, nas zagotovo ta nazaj k naravi, back to nature, pač bodimo nekje sami, samostojno, to se mi zdi zelo pomembno, ta turizem okusov tudi, torej gastronomija, nekje ustvariti torej samostojno izkušnjo, sam rezervirati, ne samo preko agencije, potem ta preplet divjine in pa urbanega, tudi zelo zanimivo. Kar pa moram poudariti in me vseeno malo skrbi za našo področje, je pa to potovanje z vlakom. Res izjemno veliko število mlajših potuje z vlakom, torej se obnašajo zelo trajnostno in mislim, da tu imamo še nekaj možnosti za izboljšavo. Mogoče še nekaj izzivov in pa priložnosti na trgu, zagotovo ta naša bližina trga, to mi je pred časom že en kolega iz agencije rekel, iz ene agencije, vi ne skrbite, vi ste lahko vojni dobičkarji vsem tem, ker ste tako blizu, imate dobre produkte, torej ne skrbi, karkoli se bo zgodilo, mislim, da bodo ta del Evrope potovali. Ampak kakorkoli, to konstantnost moramo ohranjati, geopolitična negotovost je na trgu, kupna moč pada, ki bo zagotovo vplivala na potovanje v prihodnje. Še na hitro priložnosti za rast izven glavne sezone, kot smo videli vse posod že te grafe, Nemčija je še neka ta gora, Fuji gora, kot je Jure omenil, torej izrazito v poletnih mesecih, kar pa se izboljšuje, kar sem tudi zdaj preverila v Nistu in pa v tripu mesečnem, ampak kakorkoli moramo jim zagotavljati to ponudbo in jo prilagoditi glede na te njihove proste dneve, ki jih je v Nemčiji predvsem v spomladi in pa jeseni ogromno, ta aktivni turizem, ponovno povezovanje z naravo, zagotovo se moramo osredotočiti na mlajše popotnike, ki so nagnjeni k krajšim in pa nekim spontanim potovanjem in te lahko nagovorimo tudi za izven sezone ali pa med tednom. Moramo nekako to promovirati, umirjeno sezono, kar mi pač pri nas ni masovnega turizma in se mi zdi, da ta naš segment gostov v Nemčiji to zelo ceni. Well-being, kulturna doživetja, to je zagotovo zelo pomembno, poslovni turizem za te mogoče manjše skupine, workation, coolcation, kar smo že slišali, pa seveda trajnostna mobilnost in pa okoljska ozaveščenost. Na hitro še nekaj naših ciljev, poudarek na te trajnostni, butičnosti zagotovo, intenzivnejše informiranje tako B2B kot B2C javnosti za dvig percepcije o destinaciji, to se mi zdi izjemno pomembno, aktivnosti podporo seveda te tematike umetnost in kultura v letošnjem in pa naslednjem letu, potem nadaljujem z well-beingom, promocijski dogodki, ki jih imamo na trgu še vedno izjemno veliko, okoli 20 vsako leto, osredotočamo se na jug Nemčije, vendar tudi ostale zvezne dežele pokrivamo in pa seveda te sinergije s prevozniki, letalskimi, avtobusnimi prevozniki, tudi vlak, upam, da nam uspe. Dogodki hitro tu
pač skozi celo leto, to so samo tisti, kako bi rekla, najpomembnejši. Začnemo takoj potem serijo sejmov v začetku leta, potem nadaljujemo z nekaj workshopi, tudi Švico pokrivamo, nekaj roadshow na luksuznem segmentu se osredotočamo, potem imamo junija z diplomacijo več dogodkov v vseh večjih mestih, potem jeseni tudi nekaj več workshopov, za medije seveda pripravljamo tudi nekaj dogodkov in pa pač skozi vse leto pravzaprav delujemo na trgu zelo intenzivno. To na hitro z moje strani. Najlepša hvala zaenkrat Rebeki. Naslednji prihaja na oder vodja predstavništva STO v Italiji, Aljoša Ota. Zdravo, zdravo vsem. Lep pozdrav še z moje strani. Jaz sem zares zelo vesel in počaščen, da sem lahko danes tukaj s sodelavkami in z vsemi drugimi sodelavkami, ki so seveda bile organizatorke tega dogodka. Imamo to čast, da zaključimo Dneve slovenskega turizma. Jaz sem na predstavništvu v Milanu že 8 let. Včeraj na dogodku, na večernem dogodku sem se prav spet spominjal, prvič, ko sem prišel recimo na STO, prvič, ko sem šel v Milano, v prostore, in koliko stvari smo v vseh teh letih res naredili skupaj z vami. Tako da jaz se res zelo, zelo veselim našega sodelovanja in res še vnaprej bomo delali, da bo Slovenija res prepoznavna na italijanskem trgu, nemškem in avstrijskem in seveda na globalnem trgu, kot mi znamo. Res bi rad čestital mojim sodelavkam iz centrale, ker vsekrat smo videli vseh teh predavanjih pred mano in včeraj in NIST, seveda, to vse se rojeva recimo v času. Gremo pa na Italijo, ker imamo NIST in ker smo hitri in inovativni. Jaz vam dam podatek, kot je ga dala sodelavka Rebeka, iz 2 dneh nazaj. Torej, do 2 dni nazaj je bilo v Sloveniji 475.000 Italijanov, ki je ustvarilo več kot 1 milijon nočitev. In zanimivo, da letos prihajamo spet v eno, bi rekel, eno tako ekvilibrium, ki smo ga iskali od covida, in Italija raste predvsem izven sezone, ker smo imeli marec, april in maj zelo pozitivne, september tudi zelo pozitiven. Tako da imamo povprečno rast na letni ravni 10%, kar je zelo veliko za tak velik trg. Tako da si pričakujemo tudi, da v prihodnosti bi Italija rasla še nekako na tej ravni, seveda podatki kažejo na to. Če pogledamo makroekonomski kontekst Italije, je še vedno problem v Italiji kupna moč. Tu se tudi sami zavedate, ko potujete v Italijo, seveda na kakšna potovanja. Cene vidimo, da so še vedno zelo konkurenčne v Italiji in to je tudi posledica nizke kupne moči, nižje, bom rekel, kupne moči, povprečne kupne moči italijanske populacije, ki od leta 2009 zelo malo raste. Torej, slovenski in tudi evropski povprečne plače so se dosti bolj povišale kot v Italiji in ta je velika, bom rekel, velik limit, če lahko rečem, recimo Italije. Inflacija se je nekako umirila v zadnjih mesecih. Potrošnja gospodinjstev seveda je predvidna, tako da vidimo, da je zmerna rast v BDP-ju v Italiji. Tako da sem želel danes pripeljati prav nekaj podatkov. Zadnji podatki kažejo, da veliko Italijanov še vedno želi potovati, bo potovalo, več kot skoraj 70% Italijanov, več kot 70% bo na poti za recimo novoletne počitnice, ampak tudi v prihodnjem letu. Italija ostaja glavna destinacija, seveda za Italijane, preko 60% Italijanov potuje v Italijo, ampak tudi delež teh Italijanov, ki potujejo v tujino, se veča in se tudi dolžina potovanja počasi veča. Za Italijo Slovenija velja vedno 2 meseca, 3 noči, ampak še vedno delamo na tem, da zaradi višje kupne moči kot s nekaterimi drugimi trgi, Italijani so še vedno zelo dobri gostje, delamo res veliko, še vedno se prihaja največ z avtom.
Kot je rekla sodelavka Rebeka, je tudi vlak v Italiji zelo, zelo priljubljeno prevozno sredstvo. Pomislite, da Ferrovie dello, torej Frecce, ti hitri vlaki v Italiji ustvarijo preko 650 milijonov potnikov v Italiji na leto. Ne. Torej, recimo iz Milana v Rim gre en vlak, hitri vlak, vsakih 20 minut. Tako da če zamudiš enega, imaš 20 minut enega drugega in prideš še prej, kot če bi šel z letalom, recimo. Ne. Se pride najhitrejši pride v manj kot 3 urah. Torej 2 uri, mislim, da je pod 3 urami. In to je en podatek in v bistvu vlaganje v infrastrukturo je seveda ključnega pomena, da se lahko potem kosamo na svetovnem merilu. Kot smo rekli, življenjski stroški so tisti, ki recimo ne dopuščajo Italijanom, da bi še več potovali, ampak v glavnem konkurenčnost destinacije je tista, ki pa privablja Italijane v Slovenijo. Iščejo pristna doživetja, naravo seveda in predvsem izbirajo več produktov od zdravja in dobrega počutja do kulturnih produktov, kulturne ponudbe Slovenije in tudi seveda outdoor počitnic, športnih počitnic. Ponudniki pa tudi vedno prilagajajo svojo ponudbo za italijanske goste. Če iščemo recimo priložnosti, mi smo na STO-ju res zelo veliko delali na destagionalizaciji, torej na vabljenju izven glavne sezone in to smo predvsem naredili seveda z športnimi dogodki, kulturnimi dogodki, s komuniciranjem na globalni ravni, seveda na italijanski ravni, na vseh medijih, torej od televizijskega oglaševanja, digitalnega oglaševanja. Italijani dejansko iščejo alternativne destinacije, avtentične lokacije, seveda tudi bolj luksuzna potovanja in danes tudi Slovenija ima res ogromno luksuznih butičnih nastanitev, destinacije same res dosti vlagajo tudi v ta segment. In seveda v Italiji je tudi zelo, zelo pomembna in važna digitalna prisotnost, to moje sodelavke na VDM-ju vejo dosti boljše kot jaz. Italijani so recimo prvi na ogledu po Sloveniji, prvi na ogledu portala slovenija.info, veliko odgovarjajo recimo na spletne naše aktivnosti, ki jih imamo predvsem na Instagramu in na TikToku. Naši cilji so ti, da ohranjamo seveda v teku leta eno zelo pomembno visoko komuniciranje na italijanskem trgu, promocijo seveda turizma z višjo dodano vrednostjo, oglaševanja na pravih medijih. Imeli smo res veliko sodelovanj z pomembnimi mediji, z televizijo, ki je v Italiji še vedno najpomembnejši medij. Pomislite, da preko 30% populacije se še vedno informira izključno na televiziji. Ta je ena višjih povprečij na evropski ravni. Torej, oglaševalskih aktivnosti imamo res veliko, veliko je tudi seveda poslovnih dogodkov, workshopov, predstavitev in seveda ciljamo predvsem na severno Italijo, na ta del blizu nas, torej Furlanijska krajina, Veneto, Lombardija, tudi Piemont, Romagna, kar smo tudi videli, koliko je pomembna letalska povezave. Seveda, letališče Trst je res postalo v zadnjih letih zelo pomembno, so pridobili tudi hvala Ryanairu veliko destinacij, preko 1 milijon potnikov, tako da Trst postaja tudi zelo zanimiv hub za potovanje Italijanov v Slovenijo, ker prihajajo v Trst in potem seveda se podajo do nas. Še en tak pregled dogodkov. Imamo celo leto res veliko dogodkov, pred nami, kot veste, so zimske olimpijske igre. To je en dogodek, ki verjetno v mojem življenju ga ne bom doživel 2-krat, tako blizu in tako, recimo tako v prvi osebi, torej jaz se res zelo veselim. Pripravljamo aktivnosti, Slovenija se bo predstavila s slovensko hišo v Cortini, v Milanu pa tudi bomo imeli veliko aktivnosti, predstavitev za medije, poslovne dogodke, predstavitve za destinacije in to v februarju. 6. februarja začnejo olimpijske igre z otvoritvijo v Milanu, v San Siru, 22. se zaključujejo v Arena di Verona, v amfiteatru.
In v celem tem obdobju bomo res želeli komunicirati Slovenijo predvsem z našimi športniki, ki jih je res veliko in se bodo potegovali za medalje. Potem pa tekom leta bomo imeli več predstavitev, kot smo jih imeli v zadnjih letih v Italiji. Lahko že najavljam en workshop v Bologni letos na temo dobrega počutja. Več sejmov, recimo kolesarski sejem v Bologni bo letos v Padovi, recimo kolesarjenje res je bil v zadnjih letih je doživel eno zanimanje tako poskočno, tudi naše sodelovanje seveda z športnimi dogodki in potem tekom leta še glavni sejmi, predvsem Barkoljana v Trstu in TTG Rimini, ki je najpomembnejši sejem v Italiji, tako da res aktivnosti je res veliko. Jaz tam sem recimo na hitro, zelo na hitro, 10 minut sem si dal, gledajte, in sedaj bom pustil tudi seveda sodelavkam besedo, tako da jaz se vam res lepo zahvaljujem. Hvala za vašo pozornost, za vprašanje bomo seveda potem na razpolago in dobro nadaljevanje vsem. Hvala. Hvala tudi Aljoši. Nazadnje pa pokukamo še v Avstrijo. Z nami je tudi vodja predstavništva v Avstriji, Žana Marjan. Žana, izvoli. Spoštovani gostje, partnerji, dragi sodelavci, v veliko veselje mi je, da lahko se enkrat na leto na tak način predstavimo naše bližnje trge. Jaz se bom res držala zelo na kratko, tako da nam ostane potem malo več časa za ta bolj simpatični del in pogovor z vsemi tremi predstavniki. Torej, stanje na avstrijskem trgu je tako kot se pravi tudi v Italiji, Nemčiji in drugod po Evropi. Se pravi, gospodarske razmere sicer niso dobre, ampak kažejo rahlo okrevanje po recesiji in gospodarska rast pa vseeno ostaja zmerna. Inflacija je še vedno občutna, oktobra letos je znašala približno 4% in pa primanjkljaj seveda države za leto 2025 je ocenjen okoli 4,5% BPD-ja. Ampak kljub vsemu turizem v Avstriji ostaja razmeroma stabilen in odporen, čeprav se rast rahlo umirja. Po podatkih statistik Avstrije so med januarjem in avgustom 2025 Avstrijci zabeležili okoli 116 milijonov nočitev, kar je rekordno število do sedaj in tudi do konca leta nekako pričakujejo rekord. Kljub temu pa so realni prihodki od turizma se še niso vrnili na raven iz leta 2019, saj v turisti po novem v povprečju trošijo manj ali pa celo izbirajo cenejše nastanitve, krajše obdobje potovanj in tako naprej. Tudi rastoči stroški v turizmu, energija, delo in visoke cene na splošno v turističnem sektorju nekoliko zmanjšujejo konkurenčnost Avstrije v primerjavi z ugodnejšimi destinacijami in seveda tukaj pridemo na svoj račun tudi mi. Zdaj pogled na, pogled na potovalno leto Avstrijcev v letu 2025, bil je zelo obetaven začetek turističnega leta. V prvi polovici leta 2025 so prebivalci Avstrije opravili kar 11,83 milijona turističnih potovanj z vsaj eno prenočitvijo, kar je pa za 3,8% manj kot v letu poprej. Najbolj priljubljene turistične destinacije so še vedno, to se slabo vidi tukaj spodaj, Italija, Nemčija in Hrvaška, tudi Španija. Znotraj Avstrije pa je najbolj priljubljena destinacija avstrijska Štajerska. Glavno prevozno sredstvo še vedno ostaja avtomobil, zatem vlak in pa seveda letalo.
Zakaj avstrijsko tržišče? Eno, se pravi, najpomembnejših emitivnih tržišč za slovenski turizem ima konstantno in stabilno rast pri prihodih in prenočitvah. Do konca septembra imamo podatke, je prihodov za približno 8% plusa, pri nočitvah smo pri 7% plusa. Po neuradnih podatkih, kakor smo gledali danes s kolegi, je cirka to 400.000 prihodov in pa 970.000, skoraj milijon, torej nočitev do današnjega dne, kar je izjemno dober rezultat. Torej, Avstrijci so odlični gostje, so tradicionalisti, se radi vlačajo in kar je še posebej pomembno, so izredno dobri tudi dnevni gostje. Kar je napovedi in trendi za leto 2025, tukaj je ena raziskava, ki je bila sicer upravljena spomladi, kljub podražitvam, kljub inflaciji, gospodarski krizi, še vedno 89% Avstrijcev si želi potovati. Najbolj zaželene destinacije so te, ki so ob morju, to, kar Avstrijci najbolj pogrešajo, ker sami nimajo morja. Prav tako jih zanima raziskovanje mest in kulture, pa wellness oziroma sprostitev. Kot rečeno, top destinacije Italija, Hrvaška, Nizozemska, vendar pa se pojavljajo letos tudi nove destinacije, kot so Črna gora, Albanija, Severno morje, tukaj imamo v mislih predvsem Sylt. To po eni strani govori, da si želijo odkrivati nove destinacije, tudi cenovno ugodnejše destinacije, tiste, ki so stran od masovnega turizma, po drugi strani pa seveda trend, ki je vse posod prisoten, coolcation, zato tudi Severno morje recimo. Tukaj vidimo tudi, da imajo različne generacije, različni proračun za potovanja. Povprečni proračun je znašal nekje 2000 evrov, potem pa imamo razdeljeno po generacijah, koliko so določene generacije pripravljene zapraviti na svojem dopustu. Torej, ostali trendi v Avstriji so trendi zgodnjih rezervacij, pogostejše rezervacije v pred- in postsezoni, kar nas seveda izredno veseli, najbolj privlačne teme za potovanje, wellness, slow turizem, kulinarika, morja, seveda, kot sem omenila prej, doživetja, in pa zelo opazen trend v zadnjem času je čas v dvoje, ne samo za pare brez otrok, ampak tudi za pare z otroci. In sicer veliko oglasov v Avstriji se pojavlja v stilu oprostite otroci, to je pa samo za odrasle. Torej dejansko nagovarjajo pare z otroci, da si vzamejo tudi čas za sebe. Potem imamo seveda tudi najbolj privlačne teme za potovanje, to smo omenili, in se upravičujem, tole me je zdaj zmedlo. Priložnosti, kot sem rekla, pred- in postsezona, seveda pod pogojem, da imamo odprte restauracije, nastanitvene objekte, potem ponudba za kratke vikend pobege, ob ustreznem seveda vremenu tudi. Zelo pomembno je razmerje med ceno in ponudbo, na to so Avstrijci še posebej občutljivi. Nagovarjamo seveda turiste z dodatno vrednostjo, tudi ponudbe možnosti nemasovnih turističnih doživetij. Naša priložnost je seveda, tako kot so tudi prehodni omenili, direktna povezava z vlakom, ki jo imamo z največjih mest, z Dunaja, Salzburga, Celovca. Problem imamo še z zastarelimi vlaki, tako da tukaj je še priložnost, da stvari izboljšamo. Kar je naša priložnost, je seveda dostopnost z osebnim avtomobilom, in pa velika priložnost je še v turističnih agencijah, se pravi organiziranih potovanj s turističnimi agencijami, z avtobusnimi prevozniki, ker pokrivajo segment turistov z najvišjo kupno močjo in mislim, da imamo tukaj še kar veliko priložnosti. Cilji v naslednjih letih je seveda konstantno utrditev prepoznavnosti znamke I Feel Slovenija. Povečali bi želeli promocijo Slovenije tudi v zveznih deželah Solnograška, Predalska in Zgornja Avstrija, tudi iz razloga, ker so industrijsko močnejše.
Pridobitev seveda segmenta High Value Travelers, kar že delamo sukcesivno od leta 2020, pa tudi že prej, se pravi pridobitev gostov z višjo dodatno vrednostjo, intenzivnejše oglaševanje pred in po sezone, čeravno imamo v teh sezonah tudi odličen obisk avstrijskih gostov. Želimo seveda vse predstavitve Slovenije obdržati na visokem nivoju in pa v vseh segmentih izpostavljati butičnost in pa trajnost naše lepe dežele. Samo na hitro nekaj dogodkov v letu 2026, seveda udeležbe na sejmih, delavnicah poslovnih, kar se nam pa morda obeta, je tudi predstavitev ob Evroviziji, ki bo letos potekala na Dunaju, seveda v predpostavki, da se bo Slovenija Evrovizije v naslednjem letu udeležila. Toliko na kratko iz moje strani. Hvala lepa za pozornost. Najlepša hvala tudi Žani. Žana, lahko kar ostaneš, ker zdaj bom še povabila enkrat na oder nazaj tudi Rebeko in Aljošo, pa bomo tukaj samo za zadnjih 15 minut še izkoristili za en kratek pogovor. Kar izvolite. Drago občinstvo, seveda najprej želimo dati besedo vam, če se je že porodilo kakšno vprašanje za katerega od naših predstavnikov. Če lahko malo dvignemo luč, da vidimo, če je že kakšna roka. Zaenkrat še ne, bomo kar tako pustili vmes, če se vam karkoli porodi. Ne bomo nobenega pojedli. Bomo pojedli potem kosila. Drži. Če se karkoli pojavi vmes, kar dvignite roko, prav bomo pozorni. Jaz bom pa začela z enim vprašanjem za vse tri. In sicer me zanima, kaj je tista najpomembnejša stvar, ki jo mora imeti pred očmi destinacija ali pa ponudnik, ko gre na avstrijski, nemški ali pa italijanski trg. Če bi morali tisto ključno, kar res morajo imeti ves čas pred očmi. Pa bomo kar začeli mogoče pri Žani. Ja, mogoče bi jaz začela z enim citatom, ki se mi zdi zanimiv, pa ga sama zelo rada in pogosto uporabljam. Sicer ne vem, kdo točno ga je povedal, pojavlja se ime Gustav Mahler, pa tudi ostale pomembne osebnosti, ampak se mi zdi, da je tako specifičen, ne samo za Dunaj, ampak za celotno Avstrijo. In sicer je rekel, da ko bo konec sveta, bo odpotoval oziroma se preselil na Dunaj, ker se tam vse zgodi 20 let kasneje. To je ena taka zelo, se mi zdi, tipičen opis avstrijskega gosta, pa ne, da bi zdaj iz te strani, da bi podcenjevala. Dejansko Avstrijci vedo, da je treba ohranjati tisto, kar funkcionira, kar je dobro in ne spreminjati in mogoče na drugih mestih iskati neke novosti. Tako da mislim, da se vsi zelo bojimo, da so mogoče, ali pa imamo to percepcijo, da so Avstrijci zelo pred nami, da jim moramo zmeraj ponuditi nekaj novega. Pa v resnici mislim, da je treba zelo gledati tako, treba je ponuditi lepo izkušnjo, pristno izkušnjo, biti dejansko tak, kot si, in mislim, da je to avstrijskega gosta najbolj privlači. Pa seveda cena, to je pa pomemben dejavnik, se pravi ponudba v primerjavi s ceno. In tukaj vedno poudarjamo, da ni samo cena tista, ki jo gledamo, ampak to, kaj nekdo za ceno dobi. Razmerje. Razmerje, tako. Rebeka, nemški trg? Ja, odlična navezava, ker ravno to sem želela izpostaviti, to razmerje med ceno in pa storitvijo, ki jo za to dobijo, torej kakovost, ta value for money, kot oni rečejo. In to je izjemno pomembno. Če tega oni nekako ne začutijo, če se počutijo opeharjeni, so zelo, zelo razočarani in se ne bodo več vračali. In mislim, da je to res pomembno. Ko pa so enkrat navdušeni, ko to začutijo, da so dobili storitev, za katero so pravzaprav v nekem razmerju plačali, se potem izjemno radi vračajo in so zelo, zelo hvaležni gostje. Tako da mislim, da je to najpomembnejša stvar. Hvala. Še Aljoša? Ja, jaz sem tako, bi odgovoril zelo na kratko in enostavno. Tisti, ki hoče delati v Italiji, bi moral znati italijansko. Tako da se bo treba naučiti malo, ne samo seveda italijanskega jezika, in tudi seveda razumeti italijanskega gosta, navade,
Recimo letos smo imeli zelo dobre rezultate, predvsem zaradi seveda možnosti podaljšanih počitnic vezane na državne praznike. Torej to pomeni poznati italijanski trg, poznati italijanske tradicije, poznati italijanske navade, ampak mislim pa na drugi strani, da imamo izjemne produkte za italijanski trg, od naše pristnosti, narave, naše srčnosti in seveda izjemnega razmerja med ceno in kakovostjo, ki smo ga že omenili. Pomislimo, na koliko so se povišale cene, recimo potovanja v Italijo, recimo smučanje v Dolomitih je postalo res zelo drago, tako da jaz res mislim, da imamo izjemne produkte in jih lahko tržimo na italijanskem trgu. In če želijo spoznati italijansko tradicijo, praznike, kaj takega se lahko obrnejo tudi nate? Ja, absolutno. To je naša naloga. Mi smo podaljšana roka gospodarstva, smo vedno na razpolago za nasvet, za recimo usmeritev, svetujemo, kako se lahko boljše in učinkovitejše gotovo predstavljamo na italijanskem trgu. Seveda aktivnosti imamo res veliko, tudi skupaj z ostalimi sodelavkami in seveda z našo centralo in z sektorjem digitalnega marketinga res imamo veliko aktivnosti, tako da kar obrnite se na nas, da vas bomo z veseljem, vsaj gotovo tudi z mojimi sodelavkami z veseljem usmerjali. To zagotovo velja za vsa 3 predstavništva. Rebeka, kar nekaj je bilo na nemškem trgu oziroma v Nemčiji enih takih športnih prireditev, kjer se je tudi Slovenija v zadnjem času izpostavila oziroma znamka iFIL Slovenija. Kako na to gledaš, priložnosti povezovanja športa in turizma? Ja, predvsem v lanskem letu smo imeli ogromno teh res svetovno gledano velikih dogodkov, kot je, ne vem, Evropsko prvenstvo v nogometu, potem košarki. In mi smo to želeli izkoristiti za seveda prvi vrsti seveda za znamčenje in po drugi vrsti potem za pozicioniranje Slovenije kot odlične turistične destinacije. To se je v nemških mestih zgrnilo v enem trenutku izjemno veliko število ljudi in ob tem seveda smo nagovarjali tudi skupaj recimo z Nogometno zvezo Slovenije, poslovne obiskovalce, organizirali smo več poslovnih dogodkov. Torej, ta moment izjemno velikega dogodka smo želeli izkoristiti za pozicioniranje Slovenije kot take. Tako da mislim, da to nam je v lanskem letu zelo dobro uspelo. V Nemčiji, potem je bil v jeseni še v Švici, v Zürichu tudi svetovno kolesarsko prvenstvo, ker je seveda Tadej Pogačar zmagal. To smo izkoristili tudi za promocijo, za nekaj dogodkov. To so res izjemne osebnosti, ki nam seveda pomagajo pri tem. Tako da to smo izkoristili. V naslednjem letu, torej 2026, naj bi bilo v Nemčiji svetovno košarkarsko prvenstvo za ženske. Ravno kar smo v Münchnu recimo imeli, smo glasovali, pravzaprav tisti, ki tam živimo, ali bi v letu 2036 München lahko glasoval za olimpijske igre. Torej domačini so se z več kot 60% odločili, da ja, tako da München bo kandidiral tudi za olimpijske igre v prihodnje, mislim, da 36, 40 in pa 44, odvisno, kdaj bodo potem prišli na vrsto. Tako da mislim, da imajo zelo dobre službe o tem, kako se pravzaprav prijavljajo na te stvari. Nemčija ima izjemno dobro logistiko in mi pač seveda to želimo potem oziroma poskušamo to izkoristiti tudi za promocijo destinacije. Aljoša, ti si že omenil olimpijske igre, ki prihajajo, veliko aktivnosti se načrtuje, ampak tu je tudi recimo Giro d'Italia, tudi en tak močen projekt, kako v bistvu na italijanskem trgu to sodelovanje turizma pa športa poteka. Ja, seveda, športni dogodki smo videli, koliko so v zadnjih letih priljubljeni in koliko občinstva recimo pripeljejo in lahko jih izkoristimo seveda za pozicioniranje znamke iFIL Slovenija na najvišji ravni. Sam Giro d'Italia je imel preko 800 milijonov ogledov na svetovnem merilu, ogromno posnetkov, potem seveda na spletnih, na socialnih omrežjih. Sodelovanje na Giru recimo z ekipo iFIL Slovenije je bil eden večjih in pomembnejših športnih dogodkov, ki smo jih imeli v lanskem letu na 3 etapah.
bomo tudi seveda v 2026 nadaljevali s tem. In seveda, ja, olimpijske igre pa verjetno bodo prihodnje leto en res velik izziv, predvsem, ker torej za nas je ena izjemna priložnost, ker ne vem, če se bo res kdaj zgodilo, da bomo imeli olimpijske igre tako blizu nas, tako blizu Slovenije, seveda. Cortina je manj kot 3 ure od meje, recimo. Center bo seveda Milano, ampak odločitev, da so se odločili, da bodo te olimpijske igre razpršene, je ena velika logističen izziv, po drugi strani pa bo prineslo turizem v kraje, kjer so bili neznani. In res lahko tudi tukaj Slovenija z športniki in seveda s prisotnostjo, predvsem v Cortini, in tukaj tudi bomo seveda povabili gospodarstvo, da se bo udeležilo naših predstavitev gospodarskih. Jaz mislim, da bo res ena izjemna priložnost za pozicioniranje Slovenije na najvišjem ravni. Super. Žana, umetnost in kultura ostaja še tudi v prihodnjem letu osrednja komunikacijska tema Slovenske turistične organizacije. Avstrijci mogoče bolj kot šport grejo na umetnost ali ne? Kako ti to vidiš? Bi rekla, da mogoče ja, no. Mogoče tudi iz tega razloga, da do zdaj nekako ni bilo nekega večjega športnega dogodka, ki bi se zgodil v Avstriji, ne. Če bi bilo tako kot v primeru Nemčije, recimo Evropsko prvenstvo oziroma Giro d'Italia, je to potem druga zgodba. Ampak ja, Avstrijci imajo neko izjemno afiniteto do kulture, seveda imajo zelo dolgo tradicijo kulture, od glasbe, umetnosti do kavarniške kulture, če želite, ne. Tako da se tudi sami sebe dojemajo kot kulturne eksperte oziroma nekdo, ki se spozna na kulturo. Tako da je to nek tak kanal, kjer jih je zelo lahko recimo tudi nagovoriti, a ne, ker se čutijo v bistvu s kulturo povezani in to seveda tudi zelo dobro izkoriščamo. Smo v bistvu v teh 2 letih kot napoved Evropske kulturne prestolnice, pa letos seveda intenzivno in bomo še v letu 2026. Super. Se je zdaj že v občinstvu porodilo kakšno vprašanje mogoče? Imamo kakšno roko? Še vedno ne, super. Potem bomo pa mi še zadnje 4 minutke pa pol še izkoristili še za malo bolj poglobljena vprašanja. Rebeka, govorili smo že o desezonalizaciji, temu zasledovanju cilja. Kako v bistvu to v praksi recimo izgleda na predstavništvu? Ja, mislim, jaz sem sicer prej naštela nekaj teh, kako bi rekla, idej, kako se tudi vi kot destinacije predstavljate, ampak na drugi strani mi z dogodki, no z vsemi temi, niso samo dogodki, no kot sem jih naštela, je ogromno tudi nekih sodelovanj z novinarji, več kot 50 jih recimo gostimo iz teh 2 trgov v Sloveniji letno, potem več teh strateških partnerskih, kako bi rekla, sodelovanj, kot je Komut, naslednjo leto se nekako dogovarjamo tudi z Elanom ali pa z temi večjimi medijskimi hišami. Torej, vse te neke aktivnosti, ki jih izvajamo, ki niso samo dogodki, torej je več pač teh aktivnosti z mediji in tako naprej, nekako poudarjamo to lepost oziroma neko Slovenijo, ki je zanimiva 365 dni na leto, ki je zanimiva tudi izven vseh teh paradnih konjev, seveda, ki nam zelo pomagajo pri nekako dostopanju na trg, ampak da nimamo samo to, da imamo izjemno veliko različnih aktivnosti, produktov in s vsem tem torej pomagamo potem tudi tem destinacijam, da prodirajo na trg in pa seveda, da sami sebi pomagamo, da Slovenijo predstavljamo skozi vse leto. Mislim, da je to res pomembno, torej tudi pri percepciji, kar se trudim že vsa ta leta, ker sem gor, da spremenimo to percepcijo o destinaciji Sloveniji, ki ni le, da ne bom rekla, neka balkanska destinacija, ki so nas v začetku mogoče tako percipirali, ampak zdaj se zelo dobro spreminja in mislim, da nam vse te pač aktivnosti in pa tudi na drugi strani destinacije in pa produkti to zelo dobro pomagajo. Žana, High Value Traveler smo danes slišali od vseh 3, ne, to je nekako tudi strateška usmeritev Slovenske turistične organizacije. Ali se ta percepcija v Avstriji dejansko
ustvarja ali je že prisotna, da Slovenija je dobra destinacija za tiste, ki želijo potrošiti nekaj več, oziroma kaj bi morali narediti, da bi to še utrdili? Ja, dejansko je tako, no, kot je tudi Rebeka povedala, ne, tudi mi smo leta in leta rabila, ne, v Avstriji, da smo percepcijo Slovenije dvignili na neko raven, ne, da nismo ta balkanska država z železno zaveso in tako vzhodna Evropa, celo so nas poimenovala. Ne. To nam je seveda tudi uspelo in zdaj v preteklih letih v bistvu res konstantno nagovarjamo tudi te goste z višjo dodano vrednostjo in mislim, da nam to zelo dobro uspeva. No. To se vidi po obiskih butičnih nastanitev v Sloveniji, po restauracijah, ki so zelo dobre obiskane, ne. Tudi restauracija z Michelinovimi zvezdicami Gomio, tega povpraševanja je zares veliko. Seveda pa to delamo zelo konsekventno, skozi različne kanale, skozi produkte. Tukaj spet pride v poštev seveda kultura, mesta in kultura, tudi kulinarika, pa seveda tudi wellness in aktivni oddih. Ne. In s temi orodji, s temi produkti in s pravimi kanali lahko dejansko nagovorimo pravo ciljno publiko. Poleg tega pa tudi izberemo predstavitve na avstrijskem trgu, ki so na višjem nivoju, tako da se udeležujemo dogodkov, različnih sejmov, luksuzne ponudbe in vse to je dodatna vrednost. Super. Aljoša, bova zaključila v stilu IT tura. Ti si tudi tehnološki navdušenec oziroma v digitalizaciji marsikomu tudi med nami vzor. Kako to vidiš, digitalizacija na italijanskem trgu? Koliko so digitalni, koliko so analogni, kako tukaj narediti korak naprej? Hvala. Sicer je v tej dvorani verjetno kdo še dosti bolj digitalno ozveščen kot jaz, ampak ja, mislim, smo tudi mi, bom rekel, objeli to digitalno revolucijo, ki se dogaja. Seveda tudi prej omenjena blockchain in kriptovalute so dejansko ena večjih revolucij, ki je sicer v teku že od leta 2009. In mi smo to izkoristili za pripravo kolekcije Non-Fungible Token za promocijo destinacij in to je bil tudi zelo zanimiv projekt, inovativni projekt, je bil recimo predhodnik naše današnje Alme, ker so potem takrat tudi na predstavitvi recimo v Julijskih Alpah, ko smo imeli ta Sensation Experience Julian Alps Adventure, ki tudi med drugim smo zmagali medveda v Berlinu, je bila nekako potem povod za ureditev Alme in investicij v tehnologijo virtualnega asistenta. In Italija seveda je tudi zelo napredna glede tega. Veliko podjetij, predvsem sedežem v Milanu, vlaga v to in je veliko zanimanja za ta segment, tako da jaz res mislim, da moramo izkoristiti še te priložnosti, ki se nam porajajo in iti naprej v te investicije. Hvala lepa. En velik aplavz, prosim, za vse naše 3 predstavnike. Mislim, da lahko kar ostanete za ta zaključni delček. Tako, dame in gospodje, s tem zaključujemo letošnji IT Tour in pa Dneve slovenskega turizma 2025. Hvala vsem govorcem in govorkam za odlične vsebine in pa seveda vam za vašo udeležbo, pozornost in energijo. Zaključili bomo pa z lokalno obarvanim kosilom, ki nas že čaka v preddverju dvorane. Izkoristimo to priložnost še za dodatne pogovore, tudi z našimi predstavniki, če želite, in se vidimo na naslednjem IT Touru.